Torej, zdaj smo prišli na anime. Hell yeah, dude. Gregi vesel. Let's go! Anime Zdaj time! smo itak na novi sezoni, ki se je, mislim, da je 3 tedne in. Ja, zdaj so 3 epizode, 4 epizode. Nismo že na 4. tednu. Ja, smo, ja, ker so 4 epizode vune vsega možnega. Tako da imamo presenetljivo. Jaz sem mislil, da to sezono ne bom nič gledal, zato ker je, ko pogledaš na listo, je precej nadaljevan drugih sezon, tretjih sezon, ampak ne, dajte priložnost tej sezoni, ker imate precej jamov. Tak mi dva smo šla štet, koliko gledamo to sezono in prišla smo do 20 imen. Resno. 19, Jaz imam sam 6. Kak, duči, pa toliko dobrega nekaj zdaj. takega, ja. Če pa vsak dan je nekaj za gledati, je to legenda. Razen v torkih ali sredah, samo 2, pa še to en kitajski. Smo 9. No, vidiš, jaz sem enako. Marko je 20, jaz sem tudi 19. Ja, jaz gledam še enega, ki je malo bolj šroc. Ampak ne, kateri ti je najbolj prepričal to sezono? Ok, ali v Solo Leveling, ali pa Classroom of the Elite Season 3. Aha. Ja! Jaz sem mogel iti za nalašč celo drugo sezono pogledati, ker sem jo skipal. A res? Ja. Ampak je. Ampak bolj, ko sem pogledal, ko sem jo binžal, moj bog, kak je cool. Moj bog. Jaz sem hotel razumeti hype. Cool, Dango. A ja, dokud je bal tako normal. He's amazing, he's so Overrated. Everything is planned. Classroom of the Elite je literally mix Code Geassa in Bakato Testo Shokanju v enem. Ne, ker imaš ta light zadevo šolskega tekmovanja plus glavnega karakterja. Aja Koji nekako zgleda kot main karakter iz Bakato Testo Shokanju. Exactly, ja. In samo da veš, če se Aja Koji je pa tak resen, pa v bistvu res genius med geniusi. On 4D šah igra. Ja, dobesedno. Mogoče je unemotional. Ne, on ve, kak ne narediti nobenega impressiona, da se noben ne fokusiral v njega, da je lahko zunaj. Let's be honest. V bistvu še ne vemo, to je vprašanje, v bistvu ne vemo, zakaj se obnaša na način, ker se obnaša. Ne, malo že začnemo več. Zdaj smo že malo dobili tisti white room, pa ampak zelo malo vemo o tej beli sobi, v kateri je odraščal, v kateri je bil eksperimentiran, ne, pač vidimo. Pa se to smo že rekli, on je bil cimer zanjo, ne? Ja, pa s Boltom. Joj. Classroom the Elite se splača, sem ga pobinžal v 2 dneh. Ker sem hotel vedeti, o čem je hype, res splača se gledati. Meni se zdi, da se res splača, Čeprav, mislim, na koncu formula itak postane, ok, na nek način bo Ayano Koji pač vse naokolo. Ja, ampak je še vedno zanimiv koncept, kak je prišel do tega. Ja, kako pride do teh idej, pa se naprej. Pa ko kasneje ugotoviš, da tudi tiste stvari, ko si mislil, da je naredil samo zaradi finte, je imelo neki večji purpose na koncu. Pa kako manipulira skozi ljudi, da nekaj naredijo, kar on hoče. Pa sploh ne zgleda, kot da dela to, pa vseeno pride do tega. Skozi neki v zadju dela. Vse, tam le imaš novelo, kak je cool. Čeprav... A to imate tudi? Ja! Ampak namest tega, da, mislim, ne dela vse sam, se pravi, ne načrtuje vse sam, ampak on upravlja z ljudi, manipulira ljudi, da točno delajo poteze, ki jih želi. On praktično nič sam. In to je to. In to je vse, kar moramo povedati, če hočete gledati, lahko gledate. Na Crunchyrollu lahko gledate, ja. Čeprav ne vem, če bi rekel, da je Ayano Koji tako najbolj zanimiv karakter do vseh. Ne, ni najbolj zanimiv. Da je zanimiv. Ja, ker drugi imajo tako dosti dobre backstoryje. Pač ni tako zanimiv, ampak zanimiv je, kako on dela nekaj. Kako razmišlja. Razumem, ja, se to je pač... The one, why you are here. Na nek način, ko gledaš tak anime, se delno, parasocialno hočeš povezati tudi z glavnim karakterjem, ker imaš to v glavi. Mi smo vsi protagonisti naše zgodbe in si se počutimo, da vsi igramo štiri šah. Jaz te kontroliram, I am the ruler. Na nekem levelu se hočeš poenotiti, poistovetiti s tem človekom in si misliš, I could do that as well. No. It's entertaining, no. Ja, Ni pa tok deep. Zaradi tega pa gledamo anime, Dango. Ja, sej.
Prav ne vem, jaz sem v prvi sezoni še posebej mogel velikrat prevrteti nazaj, da sem prebral ves tekst, ki se dogaja ker je ogromno one frame tekstov, ki je tudi aktualen za to, kar se dogaja v zgodbi. Drugač, glede tekstov, edino to se pa strinjamo, verjetno tisti kvoti na začetku vsake epizode so to catchy. Tisti so cringe, ja. Tisto je cringe, tisto je malo so edgy, no. It's not that deep, no, anime is not that deep. Ne rabi biti deep, samo pripravite, da wow, I feel so intelligent, vsega sem to prebral. Tukaj gre za neka šolska tekmovanja, tam pa je skos nek niče. Se mi je dvignil za 10, ko sem tisti prebral. Ja, to še to, gledaj, to je smisel tega. Malo hoče biti edgy, ampak I can live with it. It's cool. It's okay. Tako da, on je on, solo leveling pa tudi, solo leveling. Mene je edino, ne vem, anime ta prvi dve epizodi počasi gre, ful počasi. Prvi dve epizodi so bili predvsem po mojem zelo počasni. To bi jih morali skup dati. To bi lahko v eni epizodi, pa po mojem ne, pa mal je bilo čudno, ko so ful skipali med različnimi scenami, ki so pač hoteli pojasniti, kako svet deluje. In je bilo ful, to je bilo malo confusing, pač to niso najbolje naredili, no to naredijo v webtoonu, pa v light novelu bistveno bolje. Pa tudi čudno mi je drugač, da se ti boš morda vedel, mislim, tako, če bereš webtoon, oziroma, a je webtoon ali je manhva? Manhva je. Mislim, da je bolj manhva, ne? Mislim pa, da je webtoon. Mislim, je manhva, jaz sem skoraj ziher, da je manhva. Mislim, jaz sem light novel bral tako, da jaz sem nad vsemi itak. To gre, ne? Ampak, ful kažejo tisto, ta drugo, Hunterko, čaje, Ja, healer? Ne, uno, ta drugo. Pozapijo. Ne, a veš, pač čuden mi je, tako, a veš, malo je pointless, da jo kažejo tistim, ki pač ne vejo, kaj se bo, kakšno vlogo bo igrala. Ful je brez veze. Ja, ne, to je zato, da te pripravijo. Ne bo v tej sezoni, se ne vem, če bo sploh imela. Ona bo imela vlogo way after that. Zato sem pri šovu, ko smo se pogovarjali, da je Unwanted Adventure v bistvu ta pravi solo leveling. Zato, ker ima strukturo zgodbe precej boljšo. V bistvu isti premis je, je boljša. Premis ima isti, ampak začne pa precej bolj aktualno. Takoj ti pokaže, da umre, da se oživi in pa začne graditi, kaj se dogaja. In je precej bolj zanimiv, kot pa solo leveling ta manhva. Za solo leveling jaz čakam animation hype. Za fajte pa to. Animirani. Zdaj se bo proti boss. A misliš, da se bo zdaj to epizodo že kar fajte proti Ojemu Wolfu? Še nekaj časa bo trajal, da bo prišel do unga levela, da bo pač overpowered. Je level 1, dude. Do konca sezone ne vem, če bo še overpowered. Ne bo, da tisto cool zgleda, ko ga viš na platnicah, ko je celi... Na koncu se je tama, veš, zato ker nema kuše. To bo na koncu, po mojem, prve sezone. Čist na koncu, če že. Ampak bojo pa Powersi, bojo pa ene sred sezone, po moje, podupu Power, ki je za njega znan. To čakam. Ok, ste na hype. To takrat bo cool potem. Anime only watcher, ne mi spoilati. Jaz tudi hočem anime. Ne, ta dungeon se še dokončal z webtoonom, pa ne vem. A res? Ok. Originalno je potem. Kakšen Dark Horse to sezon? Rekel si, da gledaš 6, right? Da Dark Horse, ok. A gremo z enega zelo trashy začeti. Oh, yeah! Mogoče my instant death ability is overpowered. Ja! What? To je oni, da je cheat, ne, da je cheat skill, veš, ko samo pogleda ga, pa ga kar vbije. In pač, ampak zgodba nima smisla. Ne, ampak je tako smešno. Ja, ful je smešno. Po moje sem kar skipal ta anime. To ste gledali, ziha. Začne se tak, da je v avtobusu se zbudil in ni vejo, kaj se dogaja. In potem je Dragona ubil, so prišli sošolci, ker sošolce ubil. Čakaj, pa še boljš, pa so pa kar nekam šli, so v eno krčmo, pa naslednjo
Zadnjo epizodo so bili pa v velem mestu. nima smisla. Ja, pa so vampiri z avti čez šli, pa so spremenili ljudi v zombije. Oh my god, what the fuck? Ful je smešno. Drugače moraš videti, da razumeš. Ja, točno to. Veš, kaj me preseneča, da nisi gledal Shangri-La, glede na to, da imaš rad trash anime, pa si gamer, pa VR, ker literally to je vse zmiksan noter. Gledal sem, da bi ga, ampak naj ti razložim premis. A si prebral sinopsis? A ja, si. No vidiš, vse ima. Jaz drugače preberem za vsako sezono, se zdi, da preberem sinopsis vseh animejev. Resno? Bolj delam izbor, kaj hočem gledati. Kaj pravi sinopsis? Sinopsis je, da je ta tip bil full v te stare igrice, ki so bile težke, da jih je bitu. In pa je ta nov VR, pač VR, ne vem kaj je že reči. Novi VR game. A je VR? To pa Ja, ne vem. nov VR A je game. VR? Full Okay. die, full Full die. die, okej. Ja. No ja, in je to prišlo ven in je pač hotel probati, ne, za razliko od unih starih igric, ampak je bil toliko dober v unih starih igricah, da je bil toliko overpowered v tej ta novi. Actually Ja. niso neke stari, vrste je. ampak so trash gamei, ki so gličani. Trash, Ki so ja. toliko gličani, da je on uživa v teh trash Exploitanju. gamih, zato Ja. ker uživa eksploitanju glitchov. In premis je, da je on toliko eksploital te glitche, da ko je prišel enkrat v pravi game, ki nima nobenih kao teh velikih glitchov, Pa se vse lahko dela, Da že pa kot vse- se ja. more. da je že ful natreniran, basically. Ja, a ne. ja. Which makes no sense, but okay. Yeah, it doesn't make sense. Da, ampak da, Ni da, makes sense. pomembno, če ima sens ali ne, it's fucking cool. Ja. You just have to watch that. What's a Love it. leveling system? On literally tako že takoj pride v game, pa premaga enega unique monsterja, skoraj premaga, ne ga premaga. Ko ampak- bi mogel celi Ja. party biti, pa se on sam Exactly. fajta. Ne, cool je, glej, Ja. cool je. Ne, ampak res je Pač dobra trash je. animacija, dobri Se openingi. to, ja. se to. Ja. Anime sezone, Maho Shoujo, no ako. Ne, ti dejansko gledaš to naprej, dude. Kaj že nismo pošel, John? To je pa parodija na Magical Girls, ker je BDSM. No, to je. Res to? Tell me more, tell me more. Ne veš, Ne vem, ne vem. Moš Moramo pogledati. razlagati. Ne, sej, ampak kaj je plot, kaj je plot? Tako kot plot vsakem Maho Shoujo, Ja, pač ne, čakaj, ampak BDSM si omenil. How does that fit in? Ne, imaš pač bad, mislim, te kao dobre Magical Girl, pa imaš v bistvu bad Magical Ja, Girl, je ne? to tista, ki The villainess. postane The villain, yes. kao Magical Girl, ampak na koncu spozna, da je v bistvu one Evil. of the bad guys. Ja, the and bad she guy. starts enjoying it. Ja, Prvič ja. slišim za to, kaj? Zdaj se dogaja Ja, in je ja, like, ja. ful lepo narisano, priznam, ne, nič rečem na to, ampak dude, you have to be a special person to enjoy čakaj, something. To moš videti for the lols, no. Ja, Ja, the sej. special person, change Sure, soldier. for the laws. Ja. To ste ziher slišali, ne? Change soldier. Oh, Ja, 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 the ja. slaves, ja, da ne. To tudi gledam, ampak bom po mojem dropu, kaj... No joke, jaz sem mango začel za to brati. Sej, mislim, to. Kaj je to? Kaj je to? Pa to je to, kaj je še Gigak priporočal. Ja, kaj like, Gigak priporoča, ja. Ono, meni se je bil title neki step, ne vem, nekaj imel. ja, tisto. Ja, se spomnim. Naslednje Ok. delo od Akamega Kill kreatorja. Okay. Kjer pač so v worldu, kjer obstaja neki monster in potem so ženske, ki imajo vse power in enega je spremenila v svojega slava, ker potem vsakič, ko fuck. on za njo dela, Mu mora dati reward, mu ja. mora dati reward. In ta je... To pa se spomnim, to In sem je pa ful začel edgy, brati ko zelo na neki edgy, točki. Ja. Fuck. Ne, ampak meni je bilo pa tako, meni je bil premis ok, zanimiv, on sem pa rekel, da vidim, kaj se kaj v mangi zgodi, ne. Manga je ful Ne, cool. dejansko ni tok bad, pač Ne? ni tok bad, ok, fanservice. Kaj za to pomeni? More Je bits. dober ali ni tok bad? Ko ljudje to rečejo, veš, tisto ni Lej. tok bad. Ja, včasih uživaš v kakih Ja, trajah. ja, pač to res je tako, razumem, no, ja. you turn your brain off, ko to bereš, Ja. pač Ja, I'm okej. not joking, ampak je pa zelo fanservice, to pa je. Ja. Okej. Ja. Koliko je Crown kaj v animejih? Ja, Demon Slayer je pogledal. Torej, Torej v kino bo šel z nami. torej ga Kino bo nisi šel. nikoli prepričal, da bi pogledal kakšen Pa ne, drug da ga naslov. nisem prepričal, samo se časa, basically nimaš to. Ne, nočeš si vzeti časa. Zakaj si nočeš vzeti časa za anime? Na anime podcast. Tudi v VR-ju lahko, tudi v To bi VR-ju lahko moral narediti pogledaš, ja, research, ja. prej priješ sem in Ja. pogledati vse. Pogledal sem pa Castlevania. A to sem Okej. Oh, nice. A ja, a si
Cyberpunk si pogledal, ne? Okay. Edge Runners. Ne. Res nisi pogledal? Gledal sem tisti Arkane, ki se rekel. Arkane je zelo dober. Zdaj je pa druga sezona. Kdaj bo? Announcers so jo, ja, letos. Ne, ampak letos bo. Meni se konc leta. Zakon. No to. Ja. Arkane mi težil, sem pogledal dejansko. Ja, to sem mu pa res težil, da ga more pogledati. Kater anime bi mu priporočil, če bi samo en anime mogel gledati? Boku no piko, ne se ne. The continuation of, kaj že, Akina Speedstars. Hachiroko. Aha. Stars. A veš, ki so raceri, ki imajo downhill. Onega movie, misliš, ko je bil... Redline? Ne, čekaj, kaj že. Samo Redline bi se ti ful splačal pogledati. Če imaš rad racer, je pa tako over the top. Tudi tisti, ki so kar neki metal auto, pa kaj kar razgonili tako 40, kaj pa je šel kar hitrej, pa hitrej. Ja, to so videli. Redline. Ja. Se splača pogledati. Ampak zakaj je bil Redline tako hvaljen? Zato, ker je bilo vse na roke narisano. Mislim, da je imel 100,000 celic. Pač res so vse na roke narisane. Teh, ko moraš narisati in pa list papirja, veš, pa čung. Ja. Okay. Tako da, to je bil, mislim, da tako eden največ celic v filmu uporabljen. Se vidiš v animaciji, koliko je fluid. Ja, še Disney nima za bureka tu. Pač to je Madhouse at its best. Madhouse ima ful dobre. Madhouse dobri. Madhouse ima zdaj Freeren. Freeren, ja. Kaj je, kjer ga pa? Freeren. Oni bojo Freeren. Oni delajo. A jaz se poznam po animaciji, zdaj, ko pomislim. Nisem še pogledal Freeren. Ja, se poznam. Čakam, da bo čisto vse do konca. Binžati hoče. Ne, samo Freeren ne smeš binžati, Freeren te vsaka epizoda prime in si rabiš en teden, da se pomiriš. Oh my god. Ampak Freeren ima trenutno še vedno najvišjo oceno na MyAnimeList. Ja, number one je. Točno tak, z razlogom, prosim lepo. Čeprav ne, to se zgodi vsako sezono. Če so meni tudi nekaj časa number. Ne, Oshino, ko je bil nekaj časa number. Ja, itak, se to vsako sezono. Prva epizoda je bila res zelo dobra. Jaz sem samo prvo epizodo dejansko. Lej, to pač fani določenega anime naredijo vsako sezono. Tudi za Bleach se je zgodilo, da je bil pač number one. Kjer anime? Bleach. A ja, Bleach, ok. Se čakam še za zadnja. 1000 Years Blood War. Ampak vsi vemo v realnosti, da je pač Full Metal Alchemist Brotherhood pač top. Najboljši anime, vseh časov se strinjam. Se je cool. To je bil moj drugi anime, ki sem ga pogledal. Ne, morate to narediti. Čakaj. Evo, tako ne moram dati. Tak ja. Ampak ja, en anime, ki se še splača gledati, ki je tudi nadaljevan. Dungeon Meshi. Dungeon Meshi je tudi. Dungeon Meshi se mora gledati to sezono, če se gleda karkoli. Pa mislim tako, poglejte te epizode, ki so zunaj, pa lepejte brati mango. Feeling Freerena. Prav tako očarljivo in vse, ampak... Ampak mislim drugače, da od manga dobiš vse, kar potrebuješ zaenkrat. Nisem še bral mange. Pač manga je tu že zaključena. Tu že zaključena je 13 volumov je. 13? Ja. Se moram kupiti, oh moj bog. Ja, pa ful se jo splača, res je dobra zgodba. Ja, se je. Tako gre pač... Zgodba se tako obrne na način, ko ga ne pričakuješ. Ja, se tako mora biti. That's all I'm gonna say. Tak mora biti. Ker zaenkrat deluje bolj tak dungeon crawler, comedy, tako taka epizodična zadeva, but it's... Pač dejansko hodijo po dungeonu in jejo pošasti, ki so v dungeonu. Tako je. In je ful emocionalen. Pa ful imajo premišljen svet drugačno. Mislim, to se bo še poznalo. Vse nekako deluje in je ful tak. Kako so lahko Living Armor je pojedali? To je tisto, ko si misliš... Living Armor so pojedali, kako to poje? Secret. Ful dobro so premislili, kak se premikajo. Je stvari, ki jih ne pričakuješ, da so užitne. Ja, tako je. Ta zadnja epizoda z Golem je, zdaj tu ime tak... Tega še nisem pogledal. Golem? Ne. Ampak sem pa prebral tako, da... Pa ko so kruh naredili tudi. Ja, kruh so naredili, pa zelenjavo so pobrali. In kje so zelenjavo pobrali? Na Golemih. Exactly!
Ampak je zanimivo, ker ponavadi imaš pač te fantazijske elemente, kjer greš v dungeon, imaš fighte, ride z monsterji. Tukaj so pa naredili prav tak spin, da ni about fighting or anything, ampak je survival v dungeonu. Na način... To je pune cool. Pač animacija je, prosim, lepo. Premes je taka, pač morajo iti v dungeon, da rešijo sestro tega main karakterja. In nimajo dovolj fundov za footer ali v drugo opremo, da bi lahko eksplorali ta dungeon, zato pač morajo pojesti tisto, kar lahko dobijo v dungeonu. Zato se morajo zadovoljiti potem z vsemi pošastmi in drugimi. Ne rabimo zdaj vsega povedati. To je episode 1, to je basic premise. To je dungeon mission. In da studio, ki ga riše, je Trigger. Get triggered. On je naredil Cyberpunk, on je naredil Kill la Kill, on je naredil Mislim zelo neznačilen anime za Trigger, moram reči. Full. Za Madhouse je bil Freerun zelo neznačilen. Verjetno hoče se testirati. Isekaj je bil jaz bolj JC Staffu pripisan. Ja, ali pa A1, kaj tazga. JC Staff sem izjemal vsako sezono 2 Isekaja. Morajo biti Isekaj. Vsako sezono 2, veš. Ja, glej, če jih toliko obstaja. Kaj pa je imel JC Staff, kaj tak znam ga? Pa mislim tako na kjerkoli Isekaj, zihar je bil JC Staff. Pač I'm not even joking. Ja, sem, ker ne gledam toliko Isekajev. Velikrat imajo kakšne druge sezone. Nekaj, dajte mi primerno, nekaj tazga. Težko se spomniti. Ne, dejansko se je težko spomniti, kaj točno so oni naredili, ampak vem, da pač, če pogledam tako njihov My Anime list, kaj so vse naredili, tako Isekaj. Oni delali tudi tole Konosubo. So Konosubo delali. I'm not sure. Možno, da so eno. Pač ta njihov art je tak distinct, oziroma... Mislim, distinct, zgleda kao... Ne vem, kako reči, ampak tak nežen, blag, pa... Lep. Ni mapa. Ne, ni mapa. Ni over the top vsakoga, ampak je lep. Pa ni Kyoto Ani, ni tak nežen, da Kyoto Ani, pa ni tak nasilen, tako je mapa. Slime morda? Možno še slime naredili. Zdaj prije, naslednjo sezono prije novi slime, ko me čakam. Jaz sem slime dropil na drugi sezoni. Jaz berem mango. Jaz ne gledam, jaz samo berem. V redu je. V redu, sam je malo boring. Ja, se strinjam. Pač ni zdaj tisti over the top of everything, pač, ko rabiš malo čas za sebe. Pač fora je, ker ni nobenega takega big plota. Things are just happening. Nekaj se skozi dogaja, ampak ni pa neki overarching. Ja, ni pa... He's drawing his city, basically. JC Staff je imel Danmachi, recimo, no, eden. Jaz sem pa Danmachi, sem pa še to pogledal. Sem Danmachi, pa ni Isekaj. Ne, Time Travel je. Pa Toradora, pa Shokuga no Soma. How to pick up girls. Shokugeki no Soma je imel? Shokugeki no Soma je imel JC Staff. JC Staff je imel Shokugeki. Jaz sem res, jaz sem ima tako animacijo. Pa Konosuba je tudi, Jaz sem imel v mislih takega Inajmači. Ja, ne, to ni Erased, sem imel v mislih. Ja, jaz sem imel Erased v mislih, takega Inajmači. To je filma, ne, praktično. A je po sezonah? Vem, da imajo še live action movie, to pa vem. To pa imajo, res pa ima live action. Ampak če bi mogli priporočati Crownu, ker ti si šele začetnik tako v animeh, ne? Fullmetal Alchemist Brotherhood. En anime. Kaj? Če bi en anime mu priporočili, kateri bi bil? Fullmetal Alchemist Brotherhood. Code Geass. Ne, Fullmetal Alchemist. Ne, Code Geass ima pač tako the best ending out of all the anime, but what happens in the middle is kind of... Ok, če gremo dat normijom pa vsem ostalim, ki še niso gledali anime za anime, Death Note. Fullmetal Alchemist. Ja, Death Note definitivno je s tem začel. Pa Fullmetal Alchemist Brotherhood bi tudi, ja. Samo je kaj taga, kaj na sceno, recimo Cowboy Bebop. Recimo, ti sem mi je bilo incredible. A je? Ne, Trigun, ne vem. Mislim, kaj hočeš glasbo tako? Ne, bolj... Neka glasbo je zelo težko, ampak drugače imaš pa kakšen Yamato. Bolj set pa the scenery. Megalobox je podoben. Ja, Megalobox je v enem boxerju. Full stylirano. Ampak ne v navadnem boxerju. V tej zgodbi imaš ljudi, ki imajo take exoskeletone, s katerimi se boksajo. Animacija je super, tako da boš užival. Ta bi bil za preporočiti. Zgodansko nisem gledal.
recommended. Ja, super animacija. Če pa za animacijo gremo, poleg Demon Slayerja pa definitivno Jujutsu Kaisen. Ja, Jujutsu je šel na novi level. To je tak easy mode, ker vsi Gen Z-ovci danes gledajo. Ja, ampak to je pa res, Fulix zdaj to gleda. Vsi to gledajo. Daj pa še Boku no Hero Akademija. Ne, jaz sem to dropal. Res drop? Četrta sezona sem dropal. Ne moreš. Sem pol postane boljš. Vem, da boljš postane samo Ne, trash je. Don't go into that. Do not go. Don't go there. Saj tudi jaz sem ga dropal, pa ga nisem več povedal. Wow, Marko, You do not want to become a part of that fandom. You don't. Pa čakaj, če kaj je story, ne? Pač v tem svetu imajo vsi nek tako, pač imenuje se quirky. In vsak nekaj superpower vsak dobi. Rodiš se s tem. Ja, in pa imaš vilene pa heroje in imaš hero school, ne, da postanejo dejanski heroji, pač licensed. In pa imaš main character. Ruby type stuff. Kaj? Ruby type stuff. Ruby. Ruby. Jaz nimaš quirkov, tam imaš bolj sam talent and guns. Ja, in pač Palefora, ta main character pač nima quirka, pač rodil se je brez quirka. Pač on je bil pač made fun. Določen procent ljudi se rodi brez. Ampak zelo made fun. Mislim, da 20%. Ne, v tem letu, kjer živijo, je že full. Tako skoraj 1%. Ja, jaz tudi tako razumem. V glavnem full malo, na koncu je vedno želel postati hero. In on se je še vsem in pač njegove sanje so basically bile, da postane hero, ampak pač brez quirka tega ne bo mogel. Pa je pa enega najboljšega heroja spoznal, ki ga je rešil. Basically Supermana tega. On je hotel postati hero, ker je na televiziji gledal njegove dejanske dosežke, ko je, on je bil najmočnejši, literally number one hero, ker je literally Superman v tem svetu, ki je premagal tako najmočnejše zločince. V glavnem Superman, ja. In on je postal, glavnem Superman. Pač ful ga je impresioniral, ko je bil mlad, 3 leta, 4 leta, če bi to trajal, ampak ni imel nobenih moči. Pa se jokal, ko ni mogel biti, ker so mu rekli, nima quirka. Pa je bil pa pač, se ne vem, se to itak že na začetku, to je čas nazaj dolgo. Ne smemo mu spoilati. Ne, v redu je, to je to je del tega. No in pa mu je All Might mu je dal tako njegov laz za pojest, don't question that one. Ampak pač revealuje, da je njegov power, da pride iz tega, da se prenaša iz človeka na človeka in vedno, ko je en človek, se še poveča ta power. Kultivira to moč, tudi ta All Might, ta Superman, on tudi on je 8. generacija dejansko te moči. A je imel All Might quirk sploh? Ne, on ga ni imel. On ga je tudi podedoval potem, ne? In sam je fora, da se ta moč potem pač kopiči od vsakega posameznika do naslednjega. Ja, in pač pol zgodba sledi temu main protagonistu, kako je na tej šoli, kako trenira, pa kako izboljšuje svoje moči. Tako, in skuša pa še vladovati ta power. Z svojimi sošolci, ki tudi ima vsak svoj zgodb. In to je celi premis. TLDR je pet The Boys gledat. To je zdaj zelo popularno, Dango, ne smeš takih mainstreamov dajati ven. The Boys je the best. Best superhero series. Surely not. The Boys, ja. I'm sorry, ampak ja. The Boys je the best. Who cares about superheroes anymore, really? Exactly. Finta, stari, zato ker je Marvel tako hudo prenasičil celoten trg. Hočejo za nekaj bolj realnega kot The Boys. Se zaradi tega je, ker ni tisti fucking, moraš imeti reprezentacijo vsega v enem filmu. It's like, whatever. Pač The Boys je tako parodija vseh superherov. Ja, zato je fajn, ja. Zato je fajn, pač. To se pa danes zelo zanimivo sliši, ne? Ja. Ne, to je pa serija, to ni anime, to ne smeš gledati. Bad for you, bad. Če pa v animeju nimamo nič podobnega. Dajmo se še malo vrniti na slovo VR. Nismo animeji, Marko. Se vrne se tudi anime. Mislim, da bomo mogli kmalu zaključiti. Ja, sej, anime, moramo potem še obdelati do konca. Ok, kakšen anime? Mislim, kaj še te za obdelati? V drugi sezoni je, tretji sezon, ki se dogaja to sezono in jaz jih imam rad. Dangerous in my heart, to prosim gledajte, to je najlepši. Ostalo pa. Ja, it's the sweetest and most cheerful and most... A ni Dangerous in my heart un kid, ki je tako hot, ki je tako nek sadist? Ne, to je samo prva epizoda, zakaj se vsi to piknete v to najbolj luškan love story med dvema osnovnošolcema, neke vrste je to in je like...
Jaz sem dropnil zaradi tega, ker je bil on tak psihični. 3 epizode mu dajte, 3 epizode, boste takoj razumeli, it's the best of the best. Ne vem, Okay,